Bog daj, ded. Je Hajdi že po konci? O, pozdravljen, kozi general. Ja, seveda je že po konci. Hajdi, Peter te že čaka. Že grem. Pridi, Peter, gremo na pašo. Joj, kako lepo bo danes spet na planini. Kdo bo danes prej gor? Stavim, da jaz. Ej, ni pošteno, prej si začela. Dobar dan želim, ded. Kje pa je Hajdi? Tita, kaj pa ti počneš tukaj? Ja, mislila sem pa Hajdi. Gotovo je zelo hudo, ko je tu gori sama s teboj. Čisto brez družbe. Zato sem malo vprašala po Frankfurtu in mislim, da sem našla odlično domovanje zanjo. Joj, bogati sorodniki mojega gospoda imajo deklico, ki ne more hoditi. In zelo osamljena in ob sebi bi rada imela pozadnico. In ko mi je dama, ki vodi njihovo gospodinstvo, opisala, kakšnega otroka si želijo, sem takoj pomislila Hajdi. Joj, niti predstavljati si ne, ded, kakšno srečo čaka deklica v mestu. Joj, pa si lahko že tiho, no? Tu se pojaviš po skoraj 3 letih in spet misliš malo skrbeti za to deklico. To kar pozabi, Hajdi bo ostala tukaj, pri meni. Delate se, kot da bi vam pripovedovala najbolj nepomembne čenče. A povem vam, da tu naokrog ni nikogar, ki se naj bi zahvalil Bogu v nebesih, če bi mu kdo povedal tako veselo novico, kot sem vam jo jaz. Ti jo povej komorkoli hočeš, jaz se ne bom slišal. Če tako, ded, potem pa vam še jaz povem, kaj si mislim. Hajdi je zdaj stara že 8 let, pa še ničesar ne zna in ne ve. In tudi vi je nočete peljati v šolo, ne v cerkev, kakor so mi pravi dol v vasici. Hajdi je edini otrok moje sestre, zato sem tudi jaz odgovorna za njo. In povem vam, da sem zato pripravljena iti tudi na sodnijo. Če deklico v mestu res čaka sreča, potem lahko na poti do nje ovira samo človek, ki mu zanjo ni mar in ki sreče očitno ne privošči nikomur. Molči! Pa kaj, ne misliš, da sem doživel v življenju že dovolj preganjene in krivic? No, pa jo vzemi, če hočeš. Sam, da je ne vidim več tukaj, kako nosi klobuke za peresi in govori, kakor zdaj ti govoriš. Najbolje, da napravim Hajdine stvari za lahko. Ne. Hajdi, se vidimo jutri. Adijo, Peter. Pridi do konci, gremo. O, dober dan, teta deti. Ste me prišli obiskat? Ste me kaj pogrešali? Oh, seveda sem te, mala moja. Kako si, Hajdi? O, teta deti, čudovita sem. Danes sem bila ves dan s Petrom in kozami na paši. Veste, kakšni čudoviti razgledi so tam zgoraj. Včeraj sem obiskala njegovo slepo staro mamo, ki je tako prijazna, ampak ne more jesti trdega kruha. Veš, Hajdi, v bistvu te nisem prišla le obiskat. Z mano odhajaš v mesto? V mesto? Ampak rada bi ostala tukaj, s dedkom in Petrom in kozami. Premlada si še, da bi to razumela, Hajdi. Veš, tudi tvoj ded se strinja, da je to najboljše zate. Joj, sploh ne veš, kako lepo ti bo v Frankfurtu in kaj vse boš lahko tam videla. Če ti pa tam ne bo všeč, se boš lahko vrnila. Se lahko vrnem že danes večer, teta deti? Oh, seveda, domov se lahko vrneš kadarkoli želiš. Vlak od Mayenfelda do Frankfurta pelje tako hitro, da si naenkrat lahko spet doma. Zdaj pa pohiti, da ne bova pozni. Moram še do babice, da ji povem, da grem, da me ne bo čakala. Ne, Hajdi, pohiteti moramo, da ne bova zamudili vlaka. Ko pa se vrneš, pa lahko babici iz mesta prineseš kaj lepega. Res? Kaj pa bi lahko prinesla babici? Mogoče mehke bele žemlje, te bo gotovo vesela, ko pa praviš, da ne more več jesti črnega kruha. Ja, potem pa lepo idiva, teta deti, da še danes prideva v Frankfurt in se lahko kmalu spet vrnem žemljavi za babico. Hajdi, tukaj živi deklica, ki bi rada bila tvoja prijateljica. Kaj res? Zelo rada spoznavam nove prijatelje. Sem ti že povedala za Petra? On je bil moj prvi prijatelj, ki sem ga spoznala na planini. Na vsem svetu ni boljšega pastirja od njega. Saj se bom lahko potem, ko spoznam to novo prijateljico, lahko vrnila nazaj domov. Kaj ne, teta deti?
Kdaj greva pa poživljen za babico? Poslušaj me, Heidi. Če ti tukaj ne bo všeč, te bom odpeljala nazaj na planino. Do takrat pa boš tukaj lahko dobila belih žemljic, kolikor jih boš hotela. In tudi naučila se boš brati in pisati in lepe obleke boš nosila. Joj, daj, da se boš lepo vedla, Heidi. In ko koga spoznaš, se prikloni. Takole. In govori samo takrat, ko te nekdo kaj vpraša, prav? Joj, koliko pravil imajo tukaj. Dober dan, kaj želite? Pozdravljeni, smem tako pozno motiti gospodično guvernanto. Pripeljala sem družabnico za vašo Klaro, kakor smo bili dogovorjeni. Seveda. Madame Rottenmeier vas že pričakuje v študijski sobi. No, končno sta prišli. Dober dan, madam. Dejta, kako ti je ime? Ime mi je Heidi, madam. Kako prosim, saj to ni nobeno krščansko ime. Kakšno ime so ti dali pri krstu? Tega se ne spomnim več. Kakšen odgovor pa je to? Dejta, je ta otrok smešen ali jezikav? Oprostite in dovolite mi, da govorim na mesto nje, madam. Veste, deklica je zelo neizkušena, zagotovo pa ni jezikav ali zmešana. Le govori tako, kot misli. Heidi je danes prvič v gospodski hiši, zato se še ne zna primerno vesti. Upogljiva je in rada se bo naučila vsega, če le madam ne bo prestroga z njo. Pri svojem krstu je dobila ime Adelaida, tako kot njena mama, moja pokojna sestra. Adelhaida? No, to je vse ime, ki se da izgovarjati. Ampak dejta, sporočila sem vam, da mora biti družabnica gospodične Klare njenih let. Gospodična Klara je že stara 12 let. Koliko pa je staro deklet? Dedek je rekel, da imam zdaj 8 let. Šele 8 let! Veste, kaj to pomeni? In katere knjige si uporabljala pri pouku? Nobeni? Kako prosim? Kako pa si se naučila brati in pisati? Nisem se naučila. Peter je rekel, da to pastirjem nič ne koristi. Za božjo voljo! Ne znaš brati? Deta, tako pa se nisva dogovorili. Kako ste mi morali pripeljati takega otroka? Oprostite mi, madam. Mislila sem, da je otrok prav tak, kakršnega ste si želeli. Povedali ste mi, kakšna ne bo in deklica je popolnoma ustrezala vašemu opisu. Zdaj pa oprostite, moram iti sama, gospod in gospa že pričakujeta. Če mi boste dovolila, bom kmalu spet prišla pogledat, kako je kaj z njo. Deta, počakajte, no vendar. Pridi k meni. Jaz sem Klara. Kako ti je ljubče, da te kličemo? Heidi ali Adelaida? Meni je ime samo Heidi. Prav, potem te bom vedno klicala tako, Heidi. Všeč mi je tvoje ime. Pristaja ti. Joj, kako sem vesela, da si prišla. Vsak dan se bova lahko družili in igrali. Pa tudi učiva se lahko skupaj. Mislim, da bova dobri prijateljici, Heidi. Ja, gotovo se bova imeli lepo skupaj, Klara. Ne skrbi, če še nisi hodila k pouku. Ker ne znaš brati in pisati, učne ure gotovo ne bodo več dolgočasne. Prepričana sem, da ti bo šlo odlično. Le kaj je deta mislila? Ta otrok ne more ostati tukaj. Dovolite, madam. Mislim, da bi Heidi vendarle lahko dali priložnost. Kljub svoji mladosti se zdi precej sposobna, pa tudi za učenje je kar odprte glave. Ja, prosim, madam, ne morete kar poslati stran. S Heidi sva se že zelo zbližali. Mislim, da tako velikih in pomembnih odločitev ne bi bilo pametno sprejemati pred večerjo. Se strinjate, madam? Bravo, Sebastian, to je prva pametna stvar, ki si jo rekel danes. Hvala, zelo prijazna od vas. Adelhaida, za mizo se ne govori.
Adelhajda, kdo te je naučil tako nemarno jesti? Očitno bo potrebno res veliko vzgoje, da boš osvojila osnovni bonton. Pomagala vam bom. Stoj, Adelhajda! Ali ne moreš Sebastiana pustiti, da v miru dela? Ne moreš niti 5 minut sedeti pri miru. Pusti Sebastiana, da v miru naredi svoje delo. Oprostite, nisem vas hotela užaliti. In jaz na planini z dedkom vse počneva skupaj. A tukaj ne znate pospravljati za seboj. Kakšna predrznost! Adelhajda, takoj pojdi ven in dobro razmisli, zakaj si zaslužila to kazen. Kako rečete? No da. Prosim, gospa Rudemajer, ne bodite tako strogi za Hajdi. Saj šele danes prišla sem, na veliko sprememb se mora navaditi. Klara, vem, da si dobrega srca, ampak to gorsko dekle ne more ostati tukaj. Res ni primerna družba zate, že tako si krhkega zdravja, zato moramo skrbeti zate. Ona pa nima občutka za to. Madam, kuharica vas kliče, zanimajo, kaj ne pripravi ob vrnitvi gospoda Sesemana. Joj, za vse sem sama pri tej hiši. No, gospodična Klara, kakšna se vam zdi gospodična Hajdi? Oh, čudovita je, še nikoli nisem imela tako dobre prijateljice. Čeprav je šele danes prišla, imam ob njej občutek, kot da jo poznam že več let. Poglej, kaj imam v rokah, Klara. Tega čudovitega mucka. O, kako je lep! Na, malo se igraj z njim. O, kako je puhast! Kar Puhic te bom poimenovala. No, Adelhajda, vidim, da si se vrnila in upam, da obžaluješ svoje neprimerno obnašanje. Sem, madam. Kako je ta pošast prišla v hišo? No, rekli ste, naj grem ven. Pa sem šla in na ulici zagledala tega čudovitega mucka. Bil je prestrašen in izgubljen. Ti si to nemarno golazen prinesla v hišo. Sebastian, takoj spravi to malo spako ven. Ne skrbita, navarno ga bom skril. Adelhajda, to je nezaslišano. Kako ti sploh drzneš storiti kaj takega? Če bi bil gospod Seseman tukaj, bi... Kaj bi moral videti? O, gospod Seseman, ste že doma. Mati! Draga moja Klara, kako se počutiš? Oh, čudovito sem, mati. Veš, da sem imela danes prvič v naročju mucka. Hajdi jo je našla. Tako hvaležna sem, da je postala moja prijateljica. Z vsako stvarjo mi skuša razvedriti in res se trudi, da bi se počutila dobro. Čeprav je šele danes prišla in je gotovo utrujena. Aha, to je torej naša mala švicarka. Pozdravljeni, Dobrodošla. gospod Seseman. Vidim, da ti je že uspelo nasmejati našo Klaro. Potem pa že ne more biti vse tako slabo. Kaj, madam Rottenmeier? No, gospod Seseman, bili smo zavedeni. Dekle ne pozna niti osnovnega bontona. Danes je celo v hišo privlekla potepuškega mačka. Le kdo ve, kakšne bolezni in zajedavce bi ta stvar lahko prinesla v hišo. Naša Klara bi se lahko še okužila često. No, mislim, da ste se Klara in Hajdi kar precej spoprijateljili in če res tako, ne vidim potrebe, da bi jo ločevali, ko sta pa ravno taki prijateljici. No, gospod Seseman, problem je tudi, da Adelhajda ne zna brati ali pisati, skupaj se ne bosta mogli šolati. No, potem pa najbolje, da gre dekle najprej v šolo k meni. Babica, tudi ti si prišla. Seveda sem, moja draga Klara. Kako lepo je spet videti nasmeh na tvojem obrazu. In ti si gotovo, Hajdi. Pridi otrok bliže, da te malo bolje vidim. Lepo vas je spoznati, gospa Seseman. Kar babica mi reči. Res lepo od tebe, da si prišla delati naši Klari družbo.
Lepo je, da ima končno ob sebi nekoga svojih let. Povej mi, je res, da ne znaš brati? Nisem se še učila črk. Nič hudega. Jaz te bom naučila vsega potrebnega, da boste potem s Klaro lahko skupaj hodili k pouku. Gospod Seseman, kuharica je ob vašem prihodu pripravila torto. Če se strinjate, bi jo postregli v sobi za druženje? Ja, pridi, torta, hajdi, to moraš poskusiti. Še nikoli nisem jedla torte. Kaj pa je to? Dobri Bog, upam, da me slišiš. Tukaj v mestu je veliko bolj hrupno kot na planini. No, vseeno upam, da me slišiš. Stara mama je rekla, da ti vedno poslušaš. Veš, zelo rada imam Klaro, čudovita prijateljica je. Ampak pogrešam svoj dom in dedka, pa Petra in staro mamo in kozi. Prosim, bi mi pomagal priti nazaj k njim. Tako zelo si jih želim spet videti. Lahko noč, dobri Bog. Joj, kje imam že sobo? Čisto sem se izgubila v tej veliki hiši.